Lep pozdrav vsem, ki nas takole spremljate preko družbenih omrežij. V podjetju ECE, ki je del skupine Elektra Celje in Elektra Gorenjska, na letošnjem spletnem sejmu MOS predstavljajo celovito ponudbo za sončno elektrarno na ključ. Tako da boste v današnjem pogovoru s strokovnjakom na to temo dobesedno izvedeli vse od A do Ž in tudi tisto, kar ste morda sami želeli povprašati o sončni elektrarni. Če pa boste ostali celo z nami do konca pogovora, pa bova kaj več povedala tudi o nagradni igri, kako do brezplačne elektrike za celo leto. Tako da se vam splača ostati v naši družbi in v družbi ECE. Slovenija je naš dom, neprecenljiv vir energije. Ta napaja domove naših kupcev, ki so izbrali inovativno, kakovostno in ugodno ponudbo elektrike, zemeljskega plina in lesne biomase po svoji meri. ECE. Energija prihodnosti. Ja, verjetno ste že zares zdaj pomislili, sploh ko se tako veliko govori, kako dobro bi bilo dejansko izkoristiti sončno energijo, ki nam jo sonce dnevno dobesedno dostavlja na planet. In ali ste vedeli, da dokazano bi lahko z njo pokrili energetske potrebe človeštva? Torej, sončna elektrarna je tako trenutno najboljša rešitev in da torej del te energije pretvorimo v elektriko in jo tako porabimo v gospodinjstvu in nasploh v gospodarstvu. In lastna sončna elektrarna za samooskrbo je torej tista, ki jo lahko postavite na streho, prejmete subvencijo, o kateri bova z današnjim gostom povedala tudi kaj več in nasploh prihranite pri stroških elektrike. In torej pogovor bo potekal z gospodom Gašperjem Ravnakom, ki je vodja službe razvoja energetskih rešitev v podjetju ECE. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ampak preden pa začneva tale pogovor in se osredotočiva na vse te podrobnosti, ki so zelo pomembne, tik pred tem pogovorom ste mi omenili, ampak a veš, da pa ni sončna elektrarna rešitev prav za vsa gospodinjstva ali pa podjetja? In me najprej to zanima, kako je s tem? Sigurno, tako kot vsaka druga investicija, ima tudi ta določene pogoje, pod katerimi lahko postane zanimiva. Se pravi, najprej moramo razpolagati z dovolj strešne površine, kamor postavimo module, potem potrebujemo dovolj veliko potrebo po energiji, da jo nadomeščamo s sončno energijo. Ob tem pa je še potrebno zagotoviti tudi ostale stvari, kot so povezane z primerno, bi rekel, orientacijo strehe, primernim naklonom in podobne stvari. Elektrarna je lahko zanimiva tudi za tiste odjemalce, ki preprosto želijo biti ekološko ozaveščeni, ker želijo biti samozadostni, poskrbeti za lastno energijo, in pa za nekoga, ki pač želi tudi investirati v nekaj za prihodnost. No, ampak po večini delamo zato, da prihranimo, ne, na stroških. Sigurno. Osnovni vzvod za investicijo ponovadi je prihranek. In pri sončnih elektrarnah prihranek sigurno je dosežen, posebej kadar je elektrarna primerno izbrana za primern objekt in ob tem tudi, rekel, primerno svetovano, da elektrarna zadošča potrebe, ki so pač logično tudi nadomestljive. No, sej ECE je dobavitelj energentov, prepoznani pa ste, ne, predvsem po dobavi elektrike. Ampak na trgu se mi zdi, da je kar nekaj, ne, zdaj sončnih elektrarn. Ampak kaj je torej tisti ključni razlog, da pa se investitorji, mogoče tudi bodoči gledalci, odločijo za sončno elektrarno na ključ prav pri vas? Mi verjamemo v tako imenovano storitev na ključ, ki je podkrepljena z dobrim strokovnim svetovanjem. Pri rešitvi, ki jo določamo za stranko, mnogokrat pridemo preprosto iz osnovnega pogovora o sončni elektrarni do bolj celovite obravnave energetskih potreb objekta. Se pravi, zajamemo mogoče poleg potrebe po električni energiji tudi potrebo po ogrevanju, nadomestimo ogrevalni vir in ravno zaradi tega, zaradi širokega znanja, ki ga kot del skupine Elektro Celje in Elektro Gorenjska dobivamo, lahko z veseljem potrdim, da je ta strokovno znanje in pa tudi visoki standardi poslovanja so osnova, zaradi katerega se potrudimo, da stranke res postavimo rešitev. In dejansko vi morate to tudi dosegati in v podjetju imate prav zares veliko strokovnjakov, ki so vsak na svojem področju.
Sigurno, podjetje je sestavljeno iz različnih znanj, strokovnjaki, ki pokrivajo oskrbo z električno energijo in pa zemeljskim plinom že iz drugih, delov tega področja, kot tudi nove ekipe, ki se trudijo, da sledijo razvoju, zahtevam trga in ravno zaradi tega ta mešanica različnih strokovnjakov in pa tudi želja potem, da smo tržno čim bolj zanimivi, lahko poskrbi, da stranki res nudimo širši pogled na njeno rešitev. Prej ste omenili subvencijo. Tudi ta je tista, ki se mi zdi, da vedno bolj spodbuja ljudi, da gremo v samo oskrbo. Ali lahko mogoče kaj več poveste torej o tem, kolikšna je, kdo jo dodeljuje in dejansko, kaj moramo narediti, da pridemo do nje? Subvencija za samooskrbne elektrarne je podeljena s strani Ekosklada Republike Slovenije. Trenutno je na voljo subvencija v višini 180 evrov za vsak kilovat inštalirane moči. Ponujajo pa tudi zelo ugoden kredit strani Ekosklada, ki omogoča, da je ta investicija, vkolikor denarja ni na voljo direktno, lahko poplačana tudi skozi ta način financiranja. Več o tem lahko dobijo informacij na Ekoskladu oziroma mi v času našega svetovanja poskrbimo, da strankam podamo vse informacije v tej smeri. Ali sva lahko mogoče tako konkretna, v kolikšnem času se nam povrne investicija? Recimo, vzamemo primer neke povprečne gospodinjske hiše ali pa stanovanja, ki porabi približno 11.500 kWh energije. V takem primeru bi, vkolikor ima ta stranka recimo 20 amperske varovalke, lahko v omrežje oddajala 11,2 kW in takšna elektrarna bi ob upoštevanju subvencije, ki bi znašala približno 2000 evrov, lahko z investicijo 10 do 11 tisoč evrov privarčevala kar lep znesek denarja. Se pravi, na letnem nivoju, če računamo, je prihranek približno 1500 evrov, ob tem, da po investiciji potem stranka plačuje samo še priključnino oziroma priključno moč za električno energijo in v obdobju delovanja 30 let je prihranek zelo znaten. Kako pa je z garancijo? To tudi je velik razlog, ne, za odločanje. Ja, tehnologija kot taka v preteklih letih zelo napredovala, tudi garancija na posamezne sestavne dele elektrarne je vedno daljša, recimo na fotovoltaične module se garancija vrti tudi 15 let, medtem ko moduli imajo življenjsko dobo med 25 do 30 let, s tem, da že proizvajalci zagotavljajo garancijo na izplen delovanja iz modula tudi do 30 let, se pravi, da ne bo modul svojo nazivno močjo padel pod 85% te moči v realnem delovanju. Dober podatek, 85%, ampak 30 let, to je pa že prav lepa doba. Sigurno. Koliko časa pa traja, da naredite montažo, pregled, koliko časa to vzame? Celoten postopek je za stranko lahko, kolikor se bi tega lotevala sama, kar zakompliciran, ker je sestavljen kar iz veliko korakov. Mi se v EC-ju trudimo, da zadevo uredimo na način, da je stranka čim manj obremenjena, se pravi vse te postopke, ki jih moramo speljati v celotnem procesu, uredimo mi. Če pogledamo sam proces, na začetku se začne z nekim informativnim povpraševanjem, ki ga stranka poda na spletni strani, potem temu pripravimo brezplačno informativno ponudbo, kjer stranka lahko dobi dobre informacije o tem, približno moči elektrarne, potem informacijo, kako bi dosegel povračilno dobo, koliko bi elektrarna proizvajala energije in podobno. Potem sledijo cel kup postopkov vezanih na urejanje dokumentacije in ostalega. Sama montaža ponavadi traja en dan, dva, s tem, da je vedno narejena na podlagi predhodnega ogleda, kjer že mi konkretno definiramo, kako bo elektrarna stala na objektu in se tudi dogovorimo z lastnikom objekta, kako bi to izvedli. No, mi pa imamo, ravno to omenjate, prav pripravljen posnetek, ki je nastal ob montaži vaše elektrarne na eni od stanovanjskih hiš, kjer je tudi prikazan in pa opisan sam potek in pa postopek. Poglejmo si ga. Brez dvoma ste že kdaj razmišljali o tem, kako bi znižali stroške energentov v svojem domu. No, postavitev lastne sončne elektrarne je ena izmed možnosti, ki vam zagotavlja prihranek,
vas obvaruje pred morebitnimi dvigi cen elektrike v prihodnosti in zagotavlja okolju prijazen vir energije. Ker gre za pomembno odločitev, smo za vas pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja. Pokazali vam bomo, kako poteka sama montaža na objektu in prikazali možnosti financiranja. Za začetek pa sploh poglejmo zasnovo delovanja sončne elektrarne. Fotovoltaični paneli proizvajajo električno energijo, ko sprejemajo sončno svetlobo. Električni tok, ki nastaja, je enosmerni in ga je treba s pomočjo razmernika najprej pretvoriti v izmeničnega. Proizvedena energija napaja električne naprave v vašem domu, višek energije pa se vda v omrežje. Če proizvedena količina električne energije ne zadostuje za potrebe vašega gospodinjstva, se potrebna dodatna količina električne energije prenese iz omrežja. Izkoristek sončne elektrarne je najvišji v poletnem času in najnižji v zimskem. Pred odločitvijo za naložbo v lastno sončno elektrarno je potrebno ugotoviti, koliko električne energije sploh želite proizvesti, kakšna je usmeritev in velikost strehe in koliko sredstev lahko namenite za ta projekt. Za več informacij smo v Slovenj Gradcu obiskali družino Jurhar, ki se je odločila za sončno elektrarno na ključ pri podjetju ECE. Sončna elektrarna je naša naložba v prihodnost, zagotovili si bomo čist vir energije in hkrati tudi prihranili. Pred montažo je treba pridobiti podrobne informacije o objektu, življenjskem slogu članov gospodinjstva in morda razmisliti o hkratni nadgradnji ogrevalnega sistema. Vsaka sončna elektrarna je edinstvena, narejena glede na objekt in po meri naročnika. Za pripravo ponudbe in ureditev subvencije se z naročnikom večkrat sestanemo, opravimo ogled in izmere ter svetujemo glede optimalnega energetskega delovanja celotnega objekta. Montaža sončne elektrarne poteka v več fazah in je praviloma zaključena v enem dnevu. Najprej na strehi označimo položaje nosilnih kljuk in na predvidenih mestih odstranimo strešno kritino. Nato montiramo nosilne kljuke in ponovno namestimo strešno kritino v prvotni položaj. Montaža se nadaljuje s postavitvijo podkonstrukcije, na katero pritrdimo optimizatorje proizvodnje električne energije, temu pa sledi namestitev fotovoltaičnih panelov. Te povežemo z razmernikom enosmernega toka in elektroomarico. Montaža se zaključi s testiranjem, zagonom in priključitvijo v omrežje. Ob pravilni montaži ni skrbi glede vodotesnosti. Na sončno elektrarno velja dolga garancijska doba in če je dovolj sonca, začne delovati že takoj, ko je priklopljena na omrežje. Kakšne pa so možnosti subvencije za postavitev sončne elektrarne? Tako, sončna elektrarna je postavljena, sonce nad nami pa že proizvaja okolju prijazno električno energijo. Če želite izvedeti še več o tem, kako postati energetsko neodvisni s sončno elektrarno na ključ, obiščite www.ece.si. Ta posnetek je dosegljiv tudi na platformi YouTube, ampak kaj bi gledali YouTube, če pa vas lahko mogoče investitorji, bodoče stranke kar pokličejo, povsem za brezplačno ponudbo. Povedala sva že marsikaj za tiste, ki ste se nam morda ravno kar pridružili. Pogovor o sončni elektrarni na ključ poteka prav z vodjem razvoja v družbi ECE, z gospodom Gašparjem Ravnakom, ampak nisva pa povedala, kaj vse vpliva na ta optimalen izkoristek sončne elektrarne. Izkoristek oziroma delovanje sončne elektrarne je zelo odvisno od pogojev, v katerih elektrarna deluje. Se pravi, ena od pomembnih oziroma najpomembnejših faktorjev je lega objekta, orientacija strehe, naklon strehe. Strehe, ki so orientirane proti jugu, so najbolj idealne. Naklon okoli 30 stopinj je tisti, ki prinaša najboljše izplene, sprejemljive pa tudi med 10 in 45 stopinjami. Dejansko za vsako elektrarno, ki je, bom rekel, zgodba zase, naredimo konkretne izračune in potem glede na lokacijo in pa na vse te parametre, o katerih sem govoril, lahko izračunamo predvideno delovanje elektrarne. No, če govorite o izračunih, koliko elektrike pa v bistvu potem proizvede v povprečju neka sončna elektrarna? V
V Sloveniji je možno, glede na izračune, doseči tudi 1200 ur delovanja elektrarne na leto. Se pravi, za vsak kilovat inštalirane moči bi lahko dobili 1200 kilovatnih ur električne energije. Je pa, kot sem že omenil, zelo odvisno od tega, kje je elektrarna postavljena in pa kako tudi je orientirana lega teh modulov. Ko omenjate, kje je ta sončna elektrarna postavljena, imam samo v glavi sosedovo sončno elektrarno, če sem lahko tako bolj osebna, ampak imajo veliko večino sence, ker jim pač pokrivajo drevesa. Kako pa je s tem? Kaj pa, ko ni sonca? Ali je dovolj samo jutranje zarje ali pa pač tisto prvo sonce? Dejansko najboljši izplen je, kadar je elektrarna brez motečih elementov, recimo drevesa, dimniki in ostali elementi, ki mečejo senco. Senco v tem primeru pač zmanjšajo proizvodnjo. Vendar so tehnologije omogočile, da v trenutnem času elektrarna še vedno dosega nekaj proizvodne, se pravi tudi več, kot je v preteklosti, z starejšimi tehnologijami. Ko pa ni električne energije iz sončne elektrarne, takrat pa je na voljo omrežje. Elektrarna je priklopljena na omrežje, se pravi, da v času delovanja proizvajanja električne energije, to električno energijo najprej porabimo v objektu samem, višek energije pa oddamo v omrežje. V nasprotnem primeru pač vzamemo iz omrežja, kadar manjka. Celotni sistem je narejen na tako imenovanem sistemu net meteringa oziroma enoletnega obračuna, ki dejansko upošteva razliko med prodano oziroma oddano in prevzeto električno energijo. Tako da stranka na koncu koncev pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu, kjer se trudimo, da proizvajamo električne energije približno toliko, kot jo tudi porabimo, na koncu leta dejansko postane samozadosten in s tem skrbi za svojo potrebo po energiji. Zanima pa me tudi sama varnost. Kako je mogoče z težo snega, ledu? Pri upoštevanju teže, ki jo dajemo na objekt, ponavadi se upošteva, da pač sončna elektrarna kot taka obremenitev ne predstavlja preveliko obremenitev. Sneg, ki pride na sončne panele, v večini primerov, posebej kadar ni nekih snegobranov, dejansko zdrsne oziroma se pač odmakne iz strehe. S tem se dejansko tudi obremenitev strehe zmanjša in pa iz tega vidika načeloma ni nobene težave. Če pa so objekti specifični in imajo posebne potrebe, se pa tudi temu primeru naredijo analize. Ali obstaja tudi zavarovanje za samo sončno elektrarno? Obstajajo zavarovanja. Možno je urediti zavarovanje za elektrarno kot samo, se pravi kot objekt elektrarno. Včasih pa se stranke tudi odločajo za zavarovanje v sklopu objekta, se pravi v sklopu hiše. Preden sva začela ta pogovor, sem prav omenila, kako je, če bi bila mogoče prevelika obremenitev na samo sončno elektrarno. Ali se lahko zgodi, da pride do kakšnega samoužiga, ali je tukaj dovolj varno že tako naprej, da se samo izklopi? Kako je s tem? Elektrarna kot taka z elementi optimizatorji poskrbi za to, da je v skladu z vsemi standardi, ki so zahtevani. Tudi v primeru, da se poveča temperatura, ki bi nastala na strehi, potem ti optimizatorji preprečijo, da bi se modul še vedno ustvarjal električno energijo, se pravi ga po domače povedano izklopi. S tem je za varnost poskrbljeno bistveno boljše, kot je bilo pa poskrbljeno v preteklih tehnologijah in načeloma oziroma tako rekel skozi vse tehnologije in skozi vse ukrepe, ki so notri v samem sistemu zavedeni, je elektrarna varna investicija. To so sicer takšna splošna vprašanja, ki si jih bi zastavljal dobesedno vsakdo, ampak vsak pa gleda nase, kakšno ima postavitev hiše in to. Kje pa dobijo lahko naši gledalci ostale informacije in kako je z prihodom na dom? Kar se tiče osnovnih informacij, stranka lahko enostavno odda povpraševanje na spletni strani. Na podlagi vprašalnika oziroma nekaj osnovnih informacij, ki jih v tej smeri odda, mi pripravimo brezplačno ponudbo. Na tej brezplačni ponudbi dobite osnovne informacije, ki so vezane na investicijo. Vkolikor se stranka odloči, da bi pač želela postaviti elektrarno, potem se z nami dogovori za ogled. Tega ponavadi upravimo v roku enega tedna po soglasju stranke in na podlagi ogleda potem definiramo vse ostale stvari, ki so potrebne za investicijo in pa tudi za postopek v nadaljevanju.
Zdaj veste, kam se je potrebno obrniti, če bi imeli še kakšno vprašanje. Sva pa, oziroma sem pa čisto na začetku omenila prav posebno akcijo, ki vam jo pripravlja podjetje ECE. Ne bom rekla, da je presenečenje, ker sem uvodoma že omenila, zakaj ostanete do konca v naši družbi, ampak poglejmo si naslednji video. To pa je nagrada. Obiščite ECE na spletnem MOS-u in si priborite 1 leto brezplačne elektrike. Pa je lepa nagrada, me pa zanima, ali je pogoj mogoče nakup sončne elektrarne? Nagrada je res zanimiva, ni pa pogoj nakup sončne elektrarne. V tej nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki bo na naši spletni strani izpolnil vprašalnik in oddal nekaj informacij o osnovnih energetskih navadah, ki jih ima v gospodinjstvu. Torej ste slišali, pogoj ni nakup sončne elektrarne. Mislim, da je tale nagrada več kot mamljiva, zatorej se vam splača obiskati spletno stran ece.si. Morda pošljete tudi kakšno povpraševanje. Sicer pa si bo marsikdo ogledal ne samo tole oddajo v živo, ampak tudi kakšen posnetek. Tako da vabljeni, da izkoristite vse kontakte, ki vam jih podjetje ponuja, da pokličete in povprašate. Za danes pa lep pozdrav in hvala, gospod Gašper. Hvala tudi vam in lep pozdrav.